Spoštovana gospa kandidatka, spoštovana gospa predsednica Nove Slovenije, spoštovani dame in gospodje, pravijo, da brez boja ni zmage in da tisti, ki ni nikoli poskusil, tudi ne bo nikoli uspel. Vendar pa danes zborujemo 22 let po tistem, ko je v to belo Ljubljano, slovensko prestolnico, prvič po dolgem obdobju zmrzali prišla tudi politična pomlad in ko je hkrati, ko je zmagal na državnozborskih oziroma takrat še skupščinskih volitvah, Demos zmagal tudi v Ljubljani. Vidim tukaj veliko sobojevnikov iz politične arene iz tistih časov, verjetno se spominjate tiste pomladi leta 1990, ko so mnogi govorili, no sej morda pa bo tale demokratična opozicija, kot se je Demos imenoval, v Sloveniji zmagala, ampak v Ljubljani pa ne bo. Pa se je potem zgodilo, da je dobil Demos prepričljivo večino tako v Ljubljani in celo nekoliko manj prepričljivo večino v Sloveniji, ki takrat še ni bila samostojna država. Potem je tistem obdobju bolj kratke ljubljanske politične pomladi sledilo nekaj letnih časov, ki so bili druge barve, ne ravno pomladni. Lahko bi rekli, da je to obdobje trajalo dolgo ali pa celo predolgo časa in da je čas, da se v Ljubljano, v slovensko prestolnico, počasi začne vračati tudi politična, ne samo koledarska pomlad. Zdaj, prvi tak resen znak, da smo na začetku te poti, mislim, da je ravno sodelovanje Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke pri tej kandidaturi. Mi smo z veseljem podprli Mojco Pucler Dolinar, mojo kolegico iz vlade v mandatu 2004-2008. Tudi takrat je z velikim pogumom vstopila iz parlamenta na ministrsko funkcijo, ki ni bila enostavna, in z enakim pogumom se je zdaj podala tudi v to tekmo za župansko mesto v Ljubljani. V razmere, ki niso enostavne, v razmere, ki ne bodo enostavne tudi v primeru zmage. Vseeno je bleščeča površina, ki jo lahko včasih spremljamo. Drugo pa je seveda cena te bleščeče površine, ki jo bo treba še odplačati. Tako da tekma, kandidatura za župansko mesto v Ljubljani seveda ni tekma, ni kandidatura za nek bleščeč protokolarni položaj, za čast in funkcijo, ampak je to tekma za trdo delo, ki čaka kandidata, oziroma v našem primeru kandidatko po izvolitvi. Zato dvojne čestitke za ta pogumen korak, čestitke Novi Sloveniji za ta izbor in seveda hvala vsem vam, ki ste danes prišli na to zborovanje. Mislim, da je tudi ta udeležba nek dober znak tega začetka nekih novih političnih časov tudi v slovenski prestolnici. Ti novi časi se vedno začnejo s tem, da se moči združujejo. Tudi pred 22 leti ne bilo nič od tistega uspeha, ne bilo nič od zgodovinskega preobrata, ki nam Slovencem prinesel samostojnost in formalno demokratizacijo. Če nove politične sile, zbrane takrat v različnih zvezah, združenih strankah, pravzaprav se jih večina niti še ni tako imenovala kot stranke, ne bi našli skupnega jezika, skupnih kandidatur tam, ker je bilo to potrebno in če se ne bi povezali. Vprašanje je, kaj bi bilo za Slovenijo, če tega začetnega koraka ne bi bilo. No in zaradi tega se mi zdi, da je v tem našem sodelovanju ob tej kandidaturi tudi veliko simbolike. Ni nujno, da si rezultati takšnih korakov in takšnih naporov pridejo tako in čez noč, da če teh korakov ne narediš, tudi srednjeročno teh rezultatov ni možno pričakovati.
naredimo torej vse, kar je, rekel, v teh dneh in urah, ki so še preostali do odločitev volivk in volivcev tukaj v Ljubljani, da bo teh odločitev za našo kandidatko čim več. Gre za pomembno glasovanje, tudi sicer se bo poleg županskih volitev v Ljubljani in sicer po državi potekal tudi referendum. To je ljudsko glasovanje, ki ima svoje sporočila tudi izven tega, kar je predmet teh glasovanj, tako da je tudi zaradi tega udeležba pomembna in tudi odločitev, ki mislim, da za člane in simpatizerje Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke ni nobena dilema. Mi želimo v našem političnem delu in v izvajanju našega političnega programa v Slovenijo vračati normalnost, se pravi neko stanje, ki je bilo za dolgo časa nekoč odtegnjeno in se v celoti še ni vrnilo. In razni eksperimenti stran od tega pač niso prava pot. Zaradi tega bomo v nedeljo z našimi glasovi, oziroma boste v Ljubljani z našimi glasovi, z vašimi glasovi, jaz tukaj žal, včasih pa mislim, da tudi na srečo, nisem volilec. In to dvojno odločanje bo imelo seveda tudi strateški pomen in vsaj kratkoročni vpliv tudi na dogajanje na državni ravni. Kot je rekla prej gospa Ljudmila Novak, predsednica Nove Slovenije, smo v obdobju, ki ni lahko, ampak tudi ti izzivi, ki so nasploh pred nami, izven tega, kar se ali pa naj bi se ali pa kar se bo dogajalo v Ljubljani, so lažje zmogljivi, kolikor dobro sodelujemo. Zaradi tega naj tudi na tem mestu izkoristim to priložnost, ko smo prvič tako zbrani po zadnjih državnozborskih volitvah, da vsem iz Nove Slovenije čestitam tudi k uspešnemu povratku v državni zbor, v nacionalno politiko, iz katere niste nikoli sicer odšli, če bi tudi tega povratka v državni zbor ne bilo. Vam je pa vseeno uspel korak, ki je, rekel, redek v političnem prostoru in zaradi tega morate biti tega rezultata še bolj veseli, kot pa če štejete samo dobljene glasove oziroma izvoljene poslance. V tej vladi ima Nova Slovenija enakopraven položaj. V tej vladi ima Nova Slovenija vse možnosti, da se afirmira tudi preko tega triletnega manjka, ki je bil in mislim, da vsako leto ali pa vsak mesec, ki zdaj mineva, pravzaprav slovenska javnost pozabila, da vas 3 leta v državnem zboru pravzaprav ni bilo. Tudi z vidika tega, kar je naš skupen politični cilj, Nova Slovenija in Slovenska demokratska stranka smo velikanska večina te pozitivne politične energije nekdanjega demosa ali pa slovenske pomladi, ki je Sloveniji prinesla tudi politična pomlad. Skratka, krepitev teh sil in te energije je tisto, kar Sloveniji dolgoročno zagotavlja politično stabilnost, dokončno vrnitev k normalnosti in od teh aktualnih trenutkih tudi preboj za izhod iz gospodarske in finančne krize, kar je za našo vlado v tem času ključen politični izziv. Da vam ne bom jemal preveč časa, mislim, da smo vsi prišli tukaj predvsem, da prisluhnimo kandidatki. Še enkrat vsem skupaj lep večer. Kandidatki čim več glasov in uvrstitev v drugi krog na volitvah v nedeljo, vsem skupaj pa nedeljo. En lep pomladni dan, tako koledarski kot politični. Hvala lepa.